Imamo še zadnjo vodno razpravljavko. Vabim predstavnico službe za kohezijsko politiko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospo Janjo Sever Gombač, ki bo predstavila priložnosti za črpanje sredstev za posodobitve in razvoj v mlečnem sektorju. Izvolite, beseda je vaša. Dober dan, lepo vas pozdravljam tudi v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prihajam iz službe za kohezijsko politiko in bi vam želela samo predstaviti ukrepe, ki smo jih na našem ministrstvu pripravili na splošno za razvoj gospodarstva, predvsem iz evropskih kohezijskih sredstev, pa seveda tudi iz integralnih sredstev. Predstavila bi vam rada samo okvirno nekaj o evropskih strukturnih skladih. Slovenija bo v finančnem obdobju od leta 2014 do leta 2020 prejela okrog 3 milijarde sredstev. Od tega je nekako za Evropski socialni sklad in iz sklada za regionalni razvoj namenjenih okrog 2 milijardi sredstev. Ostalo je potem kohezijski sklad, švicarski prispevek, finančni mehanizem, norveški mehanizem, pa evropsko teritorialno sodelovanje in čezmejni programi. Evropski strukturni skladi se skoncentrirajo predvsem na te 2 milijardi, imajo pa skupna pravila in sicer v novem obdobju želimo dati večji poudarek na rezultatih in merljivih ciljih. Enaka pravila so za vse sklade. Imamo posebni predpogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, zato da potem da dobijo sredstva. Kar je najbolj pomembno, na gospodarskem področju se je tudi organ upravljanja, to se pravi služba vlade za regionalni razvoj oziroma za kohezijsko politiko, odločila, da bo v tem obdobju poudarek predvsem na nepovratnih sredstvih za inovacije, raziskave in razvoj, podjetništvo, socialno podjetništvo, skozi sofinanciranje storitev in delovne sile in skozi storitve, pa tudi delno bojo upravičeni stroški oziroma neka pavšalni stroški bojo priznani. Za investicije so pa praviloma na voljo samo povratna sredstva. Povratnih sredstev je v sedanji perspektivi skoraj da polovica, to se pravi okrog 40% teh sredstev, tako da to je pa zapisano tudi v teh ključnih dokumentih. Partnerskem sporazumu, strategiji pametne specializacije in operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020. Tukaj imam še eno sliko, ki prikazuje, kako je Slovenija v tem obdobju nekako razdeljena na vzhodno in zahodno regijo. In vzhodna regija bo prejela malce več denarja, okrog 1,2 milijarde, zahodna pa okrog 800 milijonov. S tem, da je tudi razdelitev glede na socialni sklad in na regionalni sklad malce drugačna. Na zahodni je to 60% regionalnega sklada in 40% sklada za človeške vire. Na vzhodu pa je to razmerje 70% za regionalni sklad in okrog 30% za človeške vire. Ministrstvo za gospodarstvo v operativnem programu pokriva nekako 3 tematske cilje. Prvi je krepitev raziskav tehnološkega razvoja in inovacij in to je nekako pokrito pod prednostjo osjo mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva. Tukaj imamo predvidene predvsem ukrepe na področju raziskav, razvoja in inovacij. Druga oziroma tretja prednostna os oziroma tretji tematski cilj je izboljšanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij. Poudarek je na razvoju oziroma na čim večjem spodbujanju malih in srednje velikih ter mikropodjetij. To je nekako zaujeto v
prednostni osi dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarstvo rast. Pokrivamo pa tudi delno deveti tematski cilj oziroma prednostno os socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine, kjer se pokrivata dve področji. Prvič socialno podjetništvo, kjer je pač tudi pri nas sektor za socialno podjetništvo, in pa lokalne akcijske skupine oziroma to centraliziramo oziroma centralno pokrivanje lokalnega razvoja, imenovano v tej evropski latovščini CLLD. Zdaj, če bi vam samo tako okvirno povedala tudi še nekaj o številkah. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima nekje okrog 885 milijonov sredstev predvidenih iz evropskih sredstev za pokrivanje, za pokrivanje spodbujanja gospodarstva za celotno obdobje. Približno polovica tega je povratnih sredstev, to se pravi polovica, okrog 400 milijonov imamo pa nepovratnih sredstev. V letu 2016 imamo nekje razpisanih iz evropskih skladov okrog 114 milijonov sredstev, od tega pričakujemo, da bo to v letošnjem letu okrog 30 milijonov izplačil. Prvi razpisi so bili objavljeni že v januarju, potem se pa počasi objavljajo vsak mesec. In razpisi so pa nekateri predvideni tudi za 2 ali pa celo za 3 leta. Še iz programskega obdobja 2007 do 2013 imamo še nekaj povratnih sredstev, ki so razpisani v obliki garancij in drugih finančnih instrumentov, mikrokrediti in tako naprej. Na ministrstvu pa smo tudi predvideli okrog za 177 milijonov sredstev iz integralnih sredstev, to se pravi v proračunu, kjer je nekaj sredstev predvidenih nepovratnih, to se pravi okrog 61 milijonov, okrog 115 milijonov je pa povratnih sredstev. V letu 2016 predvidevamo za okrog 112-113 milijonov izplačil. To se pravi, da imamo objavljenih razpisov skupaj na ministrstvu v letošnjem letu okrog 408 milijonov evrov. Če bi vam predstavila samo še zdaj po posameznih direktoratih, na ministrstvu imamo 4 direktorate, ki se ukvarjajo s evropskimi sredstvi oziroma imajo v upravljanju evropske sklade. Prvi je direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo. Predvidenih je okrog 174 milijonov sredstev. Tukaj noter so pa vključena tako nepovratna evropska sredstva kot povratna evropska sredstva, 600 tisoč iz proračuna in 51 milijonov povratnih sredstev iz proračuna. Ta sredstva se bodo razpisala s pomočjo tudi izvajalcev. Imamo Spirit Slovenija, imamo Slovenski podjetniški sklad in pa SID banko, ki razpisujejo predvsem te kredite oziroma te finančne instrumente. Naslednji prosim, če mi tukaj pa kažem, katere razpise imamo nekako, to so nepovratna sredstva evropskih skladov, jih imamo nekje 12, ti, ki so pobarvani vijoličasto, so že objavljeni, so bili že objavljeni in se jih lahko vidi na naši spletni strani. Kot vidite, tukaj v glavnem imamo razvoj, raziskave in inovacije, imamo tudi spodbude za zagon podjetij. Predvidevajo se tudi drugi raziskovalni projekti, kot je recimo iniciativa Eureka, potem instrument SME, ta dopolnjevanje SME instrumenta, ki podpira podjetja v okviru Horizonta, to se pravi Horizon 2020. Imamo potem še druge storitve inovativnega okolja in podpora recimo strateškim in razvojnim partnerstvom, krepitev kompetencij in inovacijskih potencialov podjetij. Iz integralnih sredstev imamo potem samo en razpis nepovratnih sredstev in en razpis povratnih sredstev. Tukaj je okrog 51 milijonov samo ministrskega denarja, pa okrog 150 milijonov bančnega denarja. Potem imamo pa še sredstva iz obdobja 2007 do 2013 in pa sredstva, ki so se vrnila že iz prejšnjega finančnega obdobja. To so pa te revolving sredstva.
Če vzamemo kar naslednji direktorat za regionalni razvoj, s pomočjo izvajalcev Slovenskega podjetniškega sklada in lokalnih akcijskih skupin, to se pravi, to so te lasi, imamo na voljo okrog 74 milijonov sredstev. Tukaj so vključena tudi sredstva za razvoj občin, ki so preko tega zakona o financiranju občin, kjer imamo nekaj nepovratnih sredstev, okrog 27 milijonov in okrog 32 milijonov povratnih sredstev. Če si pogledamo te razpise iz evropskih sredstev, imamo zdaj 2 že objavljena, tukaj ne bi pač mogoče opozorim predvsem na socialna podjetja in na socialno podjetništvo. Tukaj imamo kar nekaj sredstev predvidenih tudi za socialno podjetništvo. Ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki je že objavljena, je namenjena sofinanciranju občin za postavitev oziroma za dopolnjevanje tehnične infrastrukture znotraj občin, poslovne infrastrukture. Integralnih sredstev, kot sem že omenila, je tudi še kar nekaj za sofinanciranje občinskih investicij in pa za posamezna problemska območja. Tako da tukaj imamo povratna in nepovratna sredstva. Naslednji direktorat je direktorat za turizem in internacionalizacijo. Tukaj si pomagamo tudi s Spiritom Slovenije, ki nam bo pač pomagal pri razpisih. Okrog 6,5 milijonov je sredstev. Predvidena so tako za turizem, kot pač tudi za pomoč podjetjem za nastop na tujih trgih. Trenutno v petek je bil objavljen prvi razpis na tem področju tržne raziskave tujih trgov. Naj povem, da so tukaj te razpisi namenjeni predvsem za mala in srednje velika podjetja. Potem imamo iz integralnih sredstev nepovratna sredstva za slovenske poslovne klube, za izobraževalne programe, za spodbujanje okoljskih znakov in pa za tuje neposredne investicije. Potem imamo pa še en direktorat za les, ki mogoče niti ni toliko zanimiv, tudi nima veliko denarja, ima okrog 4,5 milijone, kjer ima nekaj spodbude za rast podjetij in potem za mala in srednje velika podjetja. Iz nepovratnih sredstev pa se bo nekako vzpostavil kompetenčni center in se bojo sofinancirali individualni in skupinski sejmi. Naslednje, tukaj bi vas želela opozoriti, da kjer je vključena državna pomoč, to se pravi, kjer so upoštevane sheme državnih pomoči, Ministrstvo za gospodarstvo ni pristojno za sofinanciranje pridelovalcev mleka. To se pravi, pridelovalci mleka tukaj ne spadajo v območje upravičencev, so pa to lahko predelovalci in prodajalci mleka. Tako da jaz sem se pozanimala pri nas na področju podjetništva in konkurenčnosti za vse raziskave, za vse inovacije in za vse te za razvoj, so vsi razpisi odprti tudi za pridelovalce mleka, tako da tukaj ni omejitev. Na regionalnem razvoju so pa aktualni za vas v bistvu samo te lasi, te lokalne akcijske skupine, ki bojo imele pa razpise verjetno šele potem od avgusta naprej. Tako da to je osnovno. Več informacij lahko dobite na naši spletni strani oziroma lahko pošljete mail na mail eusredstva.mgrt@gov.si in če bomo imeli kakšne možnosti, vam bomo pač poskušali odgovoriti na vsa vaša vprašanja v zvezi s temi razpisi. Možno je tudi se dogovoriti za sestanek, da vam potem predstavniki različnih direktoratov z našega ministrstva predstavijo možnosti, kje bi lahko mogoče tudi vi pač lahko črpali kakšna sredstva z našega ministrstva. Tako da to je vse. Če imate še kakšno vprašanje, pa sem tukaj na voljo. Hvala lepa.